Gospod Lesnik, kako je potekalo reševanje voznice in kaj je bilo najtežje pri njenem reševanju? Ja, najtežji del je bil ta, da nismo vedeli, na kakšni globini se nahaja vozilo, saj med cesto so globi jarki, kateri so nam preprečili lažji dostop do samega avtomobila. Kaj pa vam je potem, ko ste voznico rešili, povedala voznica? Ja, seveda, bila je izmerno hvaležna, ustrašila se je predvsem zaradi tega, ker ni znala plavati, ampak ko je prišla enkrat na kopno in do samega kombija, je bila izmerno hvaležna, da smo jo tako hitro lahko spravili iz avta. Vi ste se brez oklevanja usedli v gasilski avto in se odpeljali reševati voznico, čeprav je vaš dom takrat poplavljala? Ja, res je, ampak kot smo že omenili danes, je naša naloga, da rešujemo življenja, in ko smo prijeli klic iz 112, da je ženska v vozilu in jo bo lahko reka odnesla nekam naprej po cesti, smo brez oklevanja se usedli v vozila in probali čim prej pride do nje. Gospod Lesnik, kako pa je z vašim domom, kako ste jo odnesli, glede na to, da ste šli na intervencijo med tem, ko je voda zalivala oziroma poplavljala vašo hišo? Ja, hiša je ostala na srečo suha. Gre tukaj še velika zahvala prostovoljnim gasilcem iz Nove vasi in Sečovlje, ker so takrat tudi bili zraven in delali na temu, da smo prečrpavali večje količino vode, ki se je brala na travniku, in velika zahvala tudi civilni zaščiti Piran, ki je omogočila, da smo hitro z bagerjem začeli urejevati pot, da je potem lahko voda odtekala po sami strugi naprej. Vidimo in slišimo, da na Primorskem zopet zelo močno dežuje. Je zopet v nevarnosti premoženje tudi vaše ali je vse skupaj zaenkrat še pod kontrolo? Kot kaže, zaenkrat je še vedno vse pod kontrolo. Ne bomo rekli, da se veselimo tega dežja, ker je zemlja zelo namočena, ampak tukaj je na srečo zdaj, da je morje še nekoliko nižje in sama voda in reka ima odtekati, se pravi, proti morju. Najlepša hvala in upam, da vam danes ne bo treba še enkrat posredovati, in hvala. Ja, hvala vam, pa lahko noč.